super. Tako da je kar dobro veter pihnil po Sloveniji. V glavnem, mislim, da nas je Sveta družina lepo pozdravila. Kot vsi vemo, je danes zelo ranljiva zadeva v naši družbi in jaz mislim, da so že takrat naši predniki vedeli, kako potrebno bo taka podoba in taka cerkvica, da bodo naše družine ostale. Tako smo tudi mi, ki smo se zbrali v tem družinskem pevskem zboru, začutili, da rabimo nekaj več kot samo nedeljsko mašo. Se pravi, starši smo pobasali svoje otroke in smo se začeli zbirati skupaj in ne samo, da se učimo pet, tudi družimo se. Vse ste slišali tisto hvalnico prej, pesem, ki jo poznamo že 30-40 let, pa še vedno z veseljem zapojemo. Hvalimo stvarnika, veseli smo. In seveda, brez Boga nimamo poti naprej. Najlažje se odpravimo na romanje takrat, ko čutimo, da nekaj potrebujemo, takrat je najlažje. Seveda je čudovito združiti željo po hoji, nekateri zelo radi hodite peš, zelo radi hodite v hrib, eni ne toliko. Tako da, če še to združiš s tem, da občuduješ naravo, kako je Bog čudovito ustvaril te drevesa, ki so vse enake, še narisati znamo tako enako, in ko zraven še se počutiš kot družina, se pravi, kaj ti pomaga drevesa, če si sam, vse včasih paše, ne vedno. Hitro nam vrata dolg čas. Tako da, najbolj pomembno pa je, ko se odpravimo na pot, da nismo slabe volje. Če gremo slabe volje na pot, vse sicer nas čaka še kar dober hrib, do vrha boste vse pozabili, kar ste jezni, ker bo treba telo malo sforsirati, ampak vseeno bomo zapeli z eno tako pesem, da ni potreba, da smo slabe volje. In pa, kot sem že prej rekla, z vseh vetrov, kot je veter pihnil, bomo mnogo poti nas vodi skozi življenje. In kar je največ vredno, ne glejmo nazaj, pozabimo, kar bo slabo, vedno bomo odprti za prijatelje, za družbo, za nova poznanstva. Nikoli slabe volje, vedno nas najam, koristno življenje, naši bo tvoj san, če smeje se in boje, za čude videl boš, da ni tako zadarjevo, in polna svih je rož, da ni tako zadarjevo, in polna svih je rož. Bežale bodo sence, tvoj bliski bo pred nam, prijetno bo se delo, ko rajže boš postal, se škoda ti bo zdelo, da vedel nisi prej, nikoli ni prepozno, sosedu to povej, nikoli ni prepozno, sosedu to povej. Mnogo poti skozi življenje vodi prijatelj moj. Kaj izbereš na pole, eno izmed njih. Na razpodju teh poti, pa te gledajo oči. In upajo, 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 upajo.
Magdalena Gornik dala roko. Ona takrat ni vedela, kaj nam ponuja. Zdaj pa res bomo žal samo še njen grob, ampak kakšno roko nam ona ponuja. In ne sme nam biti nikoli težko prositi. Zato smo si tudi kristjani, oziroma nam je Bog zaupal na posebno priprošnjico Mati Marijo. Tako da tudi v tej cerkvici, vidite, so posebej skopažene, noter ni važno kdaj, zakaj, in prinesli kip iz Lurda, tako da se zdravje bolnikov, sredste, največ težav je. Najhujše nam je takrat, ko nimamo zdravja. Vse tudi še, ki je drugega nam fali, če se napisimo dobro, ki tudi vpliva na zdravje. Tako da se radi priporočamo Mariji. Tako da imamo tukaj, v tej dolini imamo dve priprošnjice, Magdalena Gornik na enem hribu, Loška Mati Božja na drugem hribu. Se pravi, nikoli v življenju nam ne sme biti težko prositi je treba. Tudi če bomo slabo vesti, ko malo pozabili na Boga, nič hudega. Če pozabimo kakšno našo vednost, znova se vrnemo nazaj. Tako da Bog nam je dal Marijo, trudimo se, da bi dobili še Magdaleno kot svetnico in tako da zaupajmo se ji. In naslednja pesem po Mariji bo pa vlimi voljo v srce, se pravi, če prosimo z zaupanjem, velikim zaupanjem. Marija,
seveda tudi v našem času želimo miru. In zato, ker mogoče mislimo, da ne moremo nič narediti za to, kar se menijo drugi veliki možje, ampak vseeno, povabljeni smo bili, daj mi roko, moj brat. Povabljeni smo bili, naj nam Bog vlije ljubezni, veselje in sreče, in to ponesemo drugi. Tudi s tem, ko smo vso slabo voljo pustili doma in se odpravili na pot, na romanje, smo pokazali dobro voljo za boljše zdravje, za srečno družine in za mir. Tako da naslednje dve pesmi boste zelo vesele. Slavile bojo Gospoda, slavile bodo tisto, kar je ustvaril, slavile bodo vsakega izmed nas. Ta drugačnost nas po eni strani zelo poživlja, nas bogati, včasih pa nas tako jezi. Ko ne moramo razumeti, zakaj so drugi taki, zakaj niso taki, kot se že nekdo bi bili. Ampak Bog je že vedel. Ker je točno vedel, zakaj mora biti tisto drevo tako po strani, zakaj je tam tisti hrib, on že ve, zakaj je določen človek tak, zakaj nam njegovo obnašanje ni všeč. Tako da vse to ponesimo sabo na to romanje naprej. Veste, tudi to, da sprejmemo, kar nam je Bog ustvaril, da sprejmemo naravno tako, kot je, da ne želimo narediti drugačne, bolj umetne in da sprejmemo sočloveka, to je tisto, kar mislim, da je najpomembnejše. Skupaj, lahko se nam pridružite, ne pesmi so bolj znane, tako da skupaj slavimo ali pa po srcu.